Zalka Drglin v Amonitu zbere ogromno svojih sanj, svojih izkušenj, želja, modrosti konec koncev, ki jih je zbirala, vsaj tako se zdi ob prebiranju te knjige, kar precej časa. Gre za knjigo, ki je sežetek različnih časov, različnih ljudi, različnih konec koncev obdobij in mene osebno je prvi del najbolj pretresel, najbolj zaznamoval. Seveda popolnoma razumljivo, sam sem v Mostarju bil več kot 20krat, mislim, da 25krat, in to mesto me je brez kakršnega koli normalne razlage začaralo, zavzelo, prevzelo, zažgalo konec koncev. In na začetku Amonita se avtorica nekajkrat obrne ravno v to mesto, ob te ljudi, skozi njihove strašne izkušnje minule vojne, konec koncev, ki je sicer že kar nekaj časa za nami, pa vendarle takšne rane se, verjamem, zelo težko oziroma nikoli ne zacelijo, mogoče kdaj samo zgleda, da so se. V nadaljevanju seveda je zelo pomemben del knjige tudi opisovanje avtoričine zveze s partnerjem, ljubezenske zveze. To je tudi del, ki izstopa, drugače pa se mi zdi, da bi sama knjiga Amonit dosti lažje dihala, če bi imela 15-20 strani manj.